Lep pozdrav, volitve so praznik demokracije. Jaz sem vesel, da je današnja udeležba zelo višja kot v prvem krogu, kar priča, da je kampanja za predsednika v Sloveniji prebudila dodatno zanimanje za politično razpravo in tudi za to, kako se volivci odločajo med kampanjo. Jaz sem ponosen na svojo kampanjo. Jaz sem ponosen na vse, ki so mi stali ob strani, ki so bili z mano ob tej kampanji. Morate razumeti, da glede na to, da vsi glasovi še niso prešteti, vendarle upanje še tli. Se tudi zavedam rezultata in lahko rečem, da kampanja za je tista osnova, ki mora v slovenski politiki na koncu tudi prevladati. In sem prepričan, da bo v prihodnosti tista ključna ideja pri kampanji na praktično vseh volitvah v prihodnje. Je prisotno tudi razočaranje morda? Ne, razočaranje ni nobenega. Kot sem rekel, počakajmo do konca preštetih glasov. Jaz sem šel to kampanjo res iskreno z neko željo predstaviti, kaj je tisto, kar je dobro za Slovenijo. To nameravam delati in predstavljati tudi naprej. Tako da v tem pogledu to, kakšne posebne razlike zame ne pomeni. Verjamem pa, da bo ta glas za prej ali slej se razširil v vse pore političnega udejstvovanja. In kaj boste zdaj tukaj naprej, da se vračate v poslanske klopi, kak politični kapital, kako ga boste odločili? Zdaj, od tu naprej bom počakal do 100% preštetih glasov, potem se bom odločil, kako naprej. Menite, kaj je bilo pri volivcih odločujoče, da so se tako porazdelili v tem drugem krogu? Oni so bila vseeno odločena. No, vsak, ki vstopi v politično kampanjo, ima visoka pričakovanja. Volivci imajo vedno prav, odločili so se, kakor so se odločili in mislim, da to voljo v demokraciji vedno spoštujemo in se že veselim nadaljnega političnega dela. Kakšno je vaše sporočilo, Nataši Pirc Musar? Kot sem rekel, tisti, ki bo zmagal, je novi predsednik. Moja želja je, da vsi podpremo novega predsednika, ker je v vsem interesu, da verjamemo v najvišje institucije te države. Hvala lepo, srečno.